Gledate oddajo 24 ur. Pri 90-ih na Evropsko prvenstvo v atletiki po medaljo. Marko Sluga iz Maribora je eden najboljših atletov veteranov na svetu. V svoji vitrini ima kar 56 odličij iz največjih tekmovanj. Od otroštva se je ukvarjal z različnimi športi, dolga leta je bil kapetan jugoslovanske in pozneje slovenske teniške reprezentance. Špela, Sluga na Madeiri tekmuje v kar 7 disciplinah. Ti si govorila z njim pred odhodom na prvenstvo. Kaj je skrivnost njegove vitalnosti? Ja, zdrava prehrana, veliko gibanja in pa seveda dobra družba. 90-letni Marko Sluga je vsekakor fenomen. Pred leti je teniški lopar zamenjal za atletiko in soustanovil Združenje atletskih veteranov, ki je tudi središče druženja nekdanjih tekmovalcev. Sluga, ki je tudi član ptujskega atletskega kluba, ni bil nikoli poškodovan in nikoli prehlajen. Svojo vitalnost pripisuje zdravi rutini in neizmerni volji do življenja. Ja, dobro, malo se bom razumel. Dobili smo se v Domžalah na mitingu atletov veteranov, kjer je 90-letnik tekmoval v metu diska, kopja in krogle. Veseli človeka izredno, če uspeh, recimo, če postavi kakšen rekord, ne? Marko Sluga je že zdaj rekorder, do danes je z evropskih in svetovnih veteranskih prvenstev prinesel kar 56 medalj. Prav ta trenutek se poteguje za nova odličja, odpotoval je na Evropsko veteransko prvenstvo na Madeiro, kjer se bo pomerilo kar 4500 športnikov. S tem, da nas je nad 90, pa malo manj, nas je samo 12. Jaz bom nastopil v vseh mojih disciplinah, to se pravi praktično v 7 disciplinah. To je 5 različnih metov, potem metalski peteroboj in skok v višino. Disciplina, v kateri je že osvojil naslov svetovnega prvaka. Nov svetovni rekorder s 113 centimetri. Njegov trener je oče našega najboljšega skakalca v višino in je tudi sam svetovni prvak. Ja, najbolj je treba biti pozoren, da racionalno skočiš. In to Marko zna, se potrudi in zato ima tudi uspehe. In zato je bil svetovni prvak. Veterana prvaka pa poleg športa druži prijateljstvo. Ja, jaz sem zelo vesel, ker se družimo, on je naš vzor, motivacija in vsi si želimo, da bi lahko tako aktivno živeli, kot on živi. Ne? Imam nobenega vrstnika, vsaj v Sloveniji, ne, ki bi v moji starosti še tekmoval, ampak vseeno je to družabno življenje, ki ga imamo, vse ste videli, da nas je tu cela vojska. In to, da treniraš z njimi, da hodiš na tekme z njimi, in to se mi zdi nekaj izredno lepega, ne? Namesto da bi sedel v gostilni pa dvigoval neke pivske kozarce. Športnik je že od otroštva in čeprav je večino kariere potoval po svetu, je bil dolga leta kapetan teniške reprezentance. K atletiki se je vrnil pozneje in je tudi soustanovitelj Združenja atletskih veteranov. Kraljica njegove vitalnosti in dobrega počutja pa je rutina. Vsak dan zjutranja telovadba, ne, da se človek razmiga, ne, imam enih 30 vaj, ki jih delam vsako jutro. Pri hrani se skušam ravnati po načelu zajtrk jej kot kralj, kosilo jej kot meščan in večerjo jej kot berač. Nikoli se nisem ukvarjal z alkoholom. Nikoli ni bil poškodovan, nikoli prehlajen, pri 90-ih še vedno samostojno vozi avto. Vsak dan se odpravi tudi na daljši sprehod s kužkom, hodi v fitness, zanima ga umetnost in se veliko druži. Se mi zdi ena izredno važna stvar, je pa tudi imeti pozitivno razmišljanje. Stvari so tu, problemov ni, ampak so rešitve. In da imaš tudi eno pametno družbo, katero žrtvuješ svoj čas in se z njimi družiš in tudi imaš te prijatelje, to v življenju ogromno pomeni. Zdravo živeti in živahno.